Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, izredni profesor dr. Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor, ki ga pozdravljamo po Zoomu, minister za javno upravo, gospod Boštjan Koritnik, ekipa UKOM-a, gospa tolmačka oziroma obe gospe tolmački za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Novinarsko konferenco začenjamo z zadnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo opravljenih 6158 testiranj, potrjenih je bilo 1627 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 26,4%. Glede na število novih okužb po občinah na včerajšnji dan, danes najbolj izstopa jugovzhodni del države. V Krškem je bilo kar 79 novo okuženih, Novo mesto jih ima 40, Brežice 33, Sevnica 25, Trebnje 21, Črnomelj 19, izstopajo tudi Slovenska Bistrica 51, Celje 32, Velenje 24 in Žalec 20. Močno zaskrbljujoče je, da se ponovno krepijo žarišča v Ljubljani, ki ima sicer 176 novo okuženih, ampak v Šmartnem pri Litiji jih je bilo kar 45 novih okužb. Gre za novo žarišče v tamkajšnjem domu starejših občanov, kjer so imeli od 45 okužb kar 30 okužb v domu. Sledijo Domžale 36 okužb, v Kamniku so jih našteli 28, na Vrhniki 19 in v Ivančni Gorici 16. Ponovno se kot žarišče pojavlja tudi Kranj, ale z 38 okužbami, Preddvor pa jih ima 19, Tržič 16, Škofja Loka pa le 15. Med občinami izstopajo potem še Koper z 44 okužbami, Postojna 23, Tolmin 21, v Žalcu je bilo 20 okužb, enako število novih okužb je bilo tudi v Zagorju ob Savi. In na koncu še Maribor, tam je bilo 61 okužb, v Pesnici pa 13. Naš prvi gost danes je strokovni direktor UKC Maribor, izredni profesor dr. Matjaž Vogrin, ki je z nami danes preko Zooma. Preden mu predam besedo, si poglejmo še razmere v bolnišnicah in domovih za starejše. Včeraj je bilo v bolnišnice sprejetih 136 novih pacientov. Iz bolnišnic pa je bilo skupaj včeraj odpuščenih le 86 COVID pacientov. Skupaj doslej že 4050. Skupaj so sicer bolnišnično oskrbo v ponedeljek potrebovali 1304 pacienti oziroma 3 več kot v nedeljo. Intenzivno nego pa je včeraj potrebovalo 193 ljudi, kar pomeni 3 manj kot v ponedeljek. Včeraj smo žal ponovno zabeležili veliko število smrti, v bolnišnicah je umrlo 47 oseb, v domovih za starejše še 17, skupno smo imeli torej 66 smrti. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje. Zdaj pa predlagam, da si pogledamo še grafe ponazoritev včerajšnjih razmer. Kot vidite na prvem grafu skrajno desno, 8. december, imamo zelo veliko število sprejetih, modri stolpec, potem veliko večje število odpuščenih, vedno se tako dogaja, da je odpustov po vikendu več kot pa med vikendom in žal včeraj tudi večje število umrlih. Na naslednjem grafu pa vidimo, da se število umrlih spet povečuje, da se je število odpustov povečalo, žal pa smo imeli tudi veliko število novih prihodov, ta je modra zgornja črta. No in kako je videti ta konstantna iz dneva v dan, imamo približno enako število zasedenih postelj, imamo večje število sprejemov, kar je tudi normalno, da se ob ponedeljkih, ko se opravi večje število pregledov na domu, marsikoga pošlje v bolnišnico. Zdaj pa še številke. Na bolnišničnih oddelkih smo imeli dan predtem 1105 bolnikov, včeraj 1111, 6 več kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih se je število
bolnikov zmanjšalo iz 196 na 193. Skupno število vseh zasedenih postelj pa zdaj dosega številko 1304. Torej, to je številčni prikaz. Zdaj pa nadaljujemo še z razmerami v domovih za starejše. Tam je bilo na novo ozdravljenih 171 stanovalcev in 104 zaposleni, od tega je bilo kar 73 zdravstvenih delavcev, kar je spodbudna številka. Delovne sile strašno primanjkuje v domovih in teh 73, ki se vračajo na delo, bodo zelo lahko pomagali k izboljšanju razmer. Domovi za starejše, ki so včeraj poročali o več kot 10 ozdravljenih stanovalcih, so bili naslednji. V domu starejših občanov v Idriji, enota Idrija, 11 ozdravljenih, v domu starejših občanov Gradišče 17, v Rakičanu ravno tako 17, tu v Fužinah 18 in v centru v Ormožu kar 21. Tudi včeraj so v domovih žal zaznali veliko število novih okužb. Med stanovalci je bilo novih okužb kar 223. Še 61 okužb pa je bilo na novo potrjenih pri zaposlenih, od tega 36 pri zdravstvenih delavcih. Skupaj torej 284 okužb v domovih starejših občanov oziroma 17,5% od vseh včeraj potrjenih novih okužb. Največji porast okužb, več kot 10, pri stanovalcih pa je bil v naslednjih domovih. Dom starejših Idila v Jerenini 11, dom starejših občanov Vrhnika 13, Metlika 14, Bežigrad 17, Preddvor 18, dom Danice Vogrinec Maribor 22 in še, kot je že omenjeno, dom Tisje Šmartno pri Litiji kar 30 novih okužb. Preko Zooma pa sedaj vnovič lepo pozdravljam strokovnega direktorja UKC Maribor, izrednega profesorja dr. Matjaža Vogrina in ga prosim za njegovo predstavitev. Izvolite, prosim. Ja, prijazen pozdrav iz Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra. Zelo pozorno sem poslušal številke, ki so bile predstavljene in sem vesel, da je število novo okuženih v mariborski občini tokrat nekoliko nižje. Namreč vemo, da je mariborska občina zelo ogrožena v tem trenutku in da smo na drugem mestu po številu okuženih na število prebivalcev. To nas seveda zelo skrbi in to se tudi vidi v vsakodnevnem pritisku na hospitalizacije v naši ustanovi. Podatki za današnji dan so naslednji. Hospitaliziranih imamo več kot 200 pacientov, tega jih 45 potrebuje intenzivno terapijo. To je velika številka v vsakem pogledu in zahteva seveda enormne napore celotnega zdravstvenega osebja. Še enkrat bi želel poudariti to, da v kliničnem centru vsakodnevno operiramo, zdravimo in ambulantno obravnavamo več tisoč ljudi, hospitaliziranih pa imamo ne-covid pacientov več kot 500. Skratka, obremenitve so zelo, zelo velike. Seveda, število pacientov nekako ne upada, v zadnjih tednih, 3 tednih je približno enako, se pa spreminja število zaposlenih, ki za te paciente skrbijo. Zaskrbljujoč podatek je ta, da je v tem trenutku, v današnjem dnevu, odsotnih z delovnega mesta v naši ustanovi 887 zaposlenih. To je velika številka. Velik del je seveda zaradi COVID okužb oziroma karantenskih odločb, teh je približno 300. Zelo veliko število pa je tudi tistih, ki so v bolniškem staležu ali odsotni zaradi drugih razlogov, ki so povezani z izgorelostjo na delovnem mestu. Tu bi še enkrat opozoril, da zdravstveno osebje, ne samo v naši bolnišnici, ampak pravzaprav v vseh bolnišnicah in tudi drugih ustanovah v Sloveniji, zdravstvenih ustanovah, je na robu izčrpanosti. In želimo si, da bi ta pritisk na bolnišnice vendarle v nekem trenutku pojenjal in zato še enkrat apeliram na vse prebivalce Republike Slovenije, upoštevajte vse predpise, ker če ne, v nasprotnem primeru bo pritisk na bolnišnice takšen, da ga ne bomo več mogli obvladati, prav zaradi pomanjkanja osebja. Kako intenzivno je delo v naši ustanovi, pove tudi podatek, koliko je dnevno poprečno sprejemov, teh je približno
24 za COVID paciente, govorim seveda tudi odpustov, in intenzivno obravnavamo prav vsakega izmed njih. Tako smo uspeli nekako skrajšati ležalno dobo iz prvega vala, ki je bila nekje 8 dni na 5 dni za običajne akutne bolnike, bistveno pa se je skrajšala tudi obravnava v intenzivni terapiji, tudi za nekaj dni. Če primerjamo prvi in drugi val nekako z distance, glede velikosti, bi opozoril, da je v prvem valu v naši ustanovi bilo obravnavanih vsega skupaj 107 pacientov, medtem ko v drugem valu do zdaj že 1064. Skratka, drugi val je že v tem trenutku 10krat večji in se bojim, da bo do konca drugega vala teh obravnav vsaj še 500. Povem tudi to, da smo pričeli z intenzivnim izvajanjem testov med zaposlenimi, tako smo do zdaj opravili približno 1500 do 2000 testov. Govorim o nesimptomatskih zaposlenih zdravstvenih delavcih. In ti testi so pokazali, da je vendarle tudi med tistimi, ki nimajo nobenih simptomov in so na delovnem mestu, približno 5% takšnih, ki so v tem trenutku okuženi, in to predstavlja gotovo dodatno veliko nevarnost za naše delo. Mogoče bi na koncu omenil samo to, da naša bolnišnica je dejansko pod velikim pritiskom, tako kot so tudi številne druge bolnišnice, in bi izrazil veselje, da dispečerski sistem premeščanja bolnikov v nekoliko manj obremenjene ustanove deluje. Tu bi posebej izpostavil in se zahvalil nacionalnemu koordinatorju, dr. Robertu Karoti, ki skrbi za to distribucijo, komunicira z nami in z ostalimi bolnišnicami, in pa vodjo dispečerskega centra, gospoda Miho Brezovnika. Obema lepa hvala v tem trenutku. Hvala lepa izrednemu profesorju, dr. Matjažu Vogrinu, za to uvodno predstavitev. Zdaj bomo dali besedo novinarjem, ampak predtem še kratek premor, zato da se gospe tolmački zamenjata. Tako, sedaj pa lahko nadaljujemo. Prvo vprašanje za našega gosta bo zastavila gospa Petra Prešeren v imenu TV Slovenija. Izvolite, prosim. Dober dan, dr. Vogrin. Mene pa zanima, kako pri vas vodite smrti, torej ali vse, pri katerih je potrjena okužba s COVID-om, vodite kot umrle zaradi COVID-a, ali delate kakšno razliko umrlih s COVID-om in zaradi COVID-a. Po vaši oceni, koliko je tistih, pri katerih je prvotni ali pa glavni vzrok smrti COVID, in koliko je tistih, ki bi umrli recimo zaradi pridruženih bolezni, zaradi katerih se je stanje poslabšalo. To je to za zdaj. Hvala lepa. Ja, gledajte, natančnega odgovora na to ne morem podati, ampak večina ljudi, ki umre, poprečna starost v naši ustanovi je 84 let, ima številne pridružene bolezni. Velika večina. Ampak vsi izmed teh ljudi bi lahko živeli še nekaj mesecev, nekaj let, če ne bi imeli v tem trenutku akutnega COVID obolenja. Skratka, COVID je pravzaprav dejansko vzrok predčasne smrti za praktično vse te paciente, ki so na COVID oddelkih v preteklih tednih v naši ustanovi umrli. Ne nazadnje, na to kaže tudi podatek, da je število smrti primerjalno z lanskim enakim obdobjem v mesecu novembra, če imam pravi podatek, za 70% večje letos, kot je bilo v letu 2019. Hvala lepa. Imamo še kako vprašanje za našega gosta? Ja, še eno vprašanje TV Slovenija, gospa Petra Prešeren. Ja, dr. Vogrin, ta podatek, ki ste ga nazadnje navedli, za 70% višja smrtnost, to govorite za vašo bolnišnico. Danes je namreč statistični urad objavil podatke za smrtnost v oktobru in v enakem obdobju lani. Na ravni države je pač smrtnost za dobrih 26% višja kot v enakem obdobju lani. Ali bi to pripisali samo COVID-u, ali bi tukaj lahko sklepali tudi, da gre del smrti pripisati slabšemu dostopu do zdravstvenih storitev zaradi pač epidemije? Hvala. Ja, gotovo. Tega drugega razloga, vzroka ni mogoče popolnoma izključiti. Vi morate vedeti, da je število zdravstvenih obravnav za ne-COVID paciente bistveno manjše, kot je bilo v preteklem primerjalnem obdobju. Jaz lahko postrežem podatek,
za našo bolnišnico ocenjujem, da mesečno opravimo približno 1500 operativnih posegov manj in približno 10 do 15 tisoč ambulantnih obravnav manj. To se gotovo pozna v zdravstvenem stanju populacije, ki se v naši ustanovi zdravi, in enako velja po mojem mnenju tudi za celotno Slovenijo. Tako da oba vzroka je treba povezati. Skratka, COVID ne prizadene samo COVID bolnikov, pač pa tudi vse ostale bolnike ali pa večino ostalih bolnikov. Namreč v naši ustanovi in tudi v drugih ustanovah obravnavamo v tem trenutku urgentne bolnike, tisti, ki so napoteni za stopnjo nujnosti zelo hitro 4, in pa malignomske, karcinomske bolnike. Ostali bolniki so gotovo v tem trenutku prikrajšani.